Vsaka prenova avtomobila ni posrečena, sploh pa nepotrebna. Pri Hyundaiu i20 pred prenovo nisem v bistvu ničesar posebej pogrešal. Celo oblika se mi je pri starem modelu zdela bolj zanimiva, celo bolj kot pri tem. Ampak jasno je, da gredo zadeve naprej in jasno je, da je novi model boljši, ker ima kup nove tehnologije, izboljšav in največjo novost menjalnik DCT. Bencinski motor TGDI 100 ni novost, ga je imel i20 že pred prenovo, je pa še vedno zelo sodoben. Kot večina konkurence ima tudi ta liter prostornine, 3 valje, turbopolnilnik in okroglih 73,6 kW, torej 100 konjev. Je dober? Je, ni pa najboljši. Ne teče tako mirno kot Volkswagenov TSI, ni tako prožen kot Fordov EcoBoost in niti ni posebej varčen, na testu je poraba okrog 7 litrov. Celo pospešek 11,4 sekunde se zdi rahlo dolg za majhen avto s 100 konji. V tehničnem smislu je menjalnik robotiziran, ker ima 2 sklopki in 7 prestav, med katerimi namesto ves prestavlja robot. Pri delu je še kar učinkovit, spet pa ne najboljši. Pri speljevanju in počasni vožnji je precej nemiren, tudi pri ustavljanju ni najbolj nežen, sicer pa kar lepo prestavlja, čeprav je med tovrstnimi eden počasnejših. Še vedno ga seveda bolj priporočam kot ročnega, tudi doplačilo 1290 € se ne zdi kraja. Pri i20 pogreša malo lepše nastavljeno podvozje. Glede na tip vozila ne blaži dovolj udobno, ker se po drugi strani tudi v ovinkih ne znajde tako dober, kot bi pričakoval glede na trdoto na slabih podlagah. Volanski mehanizem je zdaj malo lepše obtežen in rahlo bolj direkten, kot je bil prej, pa so tudi na tem področju konkurenti še boljši. Veliko bolj kot z voznimi lastnostmi navduši z uporabnostjo in prostornostjo. Kabina je glede na velikost, torej majhnost avta, prav prijetna, sedeži niso razkošno veliki, ampak so dovolj udobni tudi na daljših vožnjah. Namestitev za volanom je super in tudi sam občutek ni slab. Tale plastika je v zgornjem delu celo malo mehka na otip, kvaliteta izdelave pa se zdi brezhibna. Nič ne ropota, škripa, izgleda dovolj sodobno in odlagalnih mest ni malo. Tudi tale zaslon je nov, 7 palcev meri in je lepo odziven, čeprav postavljen malo nižji kot pri ostalih avtih in zato se nam malo slabše vidi, je pa zato lepše ograjen in zgoraj ne štrli ven. Verjetno ste že sami spoznali, da i20 na nobenem področju prav posebej ne izstopa. Manj prepriča z voznimi lastnostmi, zelo pa s prostornostjo in kabino. Cena 17 € s popustom je nekako pričakovana, čeprav bi avto še lažje priporočil, če bi bila za kakšen tisočak nižja.